Se na noben način ne more znebiti maščobe okoli trebuha, no dajmo preveriti, kakšna je prava formula za uspeh. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Ne glede na to, koliko si želimo znebiti maščobo okoli trebuha, je to sigurno eden največjih izzivov, ki si jih lahko zadanemo. Ampak pozor, če boste potrpežljivi, vam bo tudi to uspelo. Ljudje se maščobe bojimo kot hudič križa in se na vse načine trudimo, da se jo znebimo enkrat za vselej. Ampak zavedati se morate, da za normalno delovanje telesa potrebujete tudi določen procent maščobe. Žal pa grejo nekateri že tako daleč, da postanejo obsedeni s hujšanjem z maščobo in gredo pod ta procent, kar pa je lahko zdravju že zelo, zelo nevarno. Ravno nekaj dni nazaj mi je pisala ena punca, ki je padla na 36 kg in je potem izgubila tudi menstruacijo. Za normalno delovanje telesa mora biti pri ženskah od 21 do 35% telesne maščobe, pri moških pa od 8 do 24%. Maščoba na trebuhu se naloži šele, ko so vsa ostala mesta že zapolnjena. Zato se jo tudi najtežje znebimo. Ob dieti in vadbi pa se bodo maščobe topile v istem zaporedju, kot so se nabirale. Torej bo trebuh na našo žalost začel kopneti nazadnje. Problem pa ni samo maščoba, ki jo vidimo na trebuhu, ampak tudi maščoba v trebuhu, to je visceralna maščoba. To je maščoba, ki obdaja naše organe v naši trebušni votlini. Preveč te maščobe pa lahko privede do različnih zdravstvenih težav, predvsem do visokega krvnega tlaka in sladkorne bolezni. Dejstvo je, da žal ne moremo hujšati lokalno, to pomeni samo v trebuh, ampak hujšamo v celotno telo. Edina formula za uspeh je kombinacija pravilne prehrane in rednega treninga. Dobra novica pa, da se zmanjšanje telesne maščobe zmanjša tudi želodec, kar pripomore k zmanjšanju obsega pasu. Na koncu tega videa te čaka še primer treninga, ki ti bo pomagal k izgubi maščobe okoli pasu, zato res poglej ta video do konca. A ja, pa da ne pozabim, da ne boš zamudil mojih naslednjih videov, se naroči na naš kanal, spodaj stisni like, če imaš pa vprašanje, mi ga napiši v komentar in v naslednjih videov ti bom odgovoril. Obstaja več dejavnikov, zakaj hitro ali pa počasi kurite maščobo. To pa so družinska anamneza debelosti, starost, spol in pa fizična aktivnost ali neaktivnost. Kako kuriti maščobe? Tukaj ni nobene znanosti. Pojesti morate manj, kot porabite, zraven morate biti pa še fizično aktivni. Seveda se to sliši lažje, kot je izvedljivo. Znebiti se morate starih navad in pričeti s čisto novim načinom življenja. Pijte raje vodo ali napitke brez sladkorja in kalorij. Če ste že ljubitelj kave, se vam je ni treba odpovedati, ampak namesto tiste bele kave z veliko sladkorja vzemite raje črno ali z malo mleka. Sploh pa se treba izogibati alkoholu, saj ta vsebuje ogromno praznih kalorij. Verjetno pa mi ni potrebno še posebej poudarjati, da se morate izogibati raznim sladkarijam, krofom in visoko pridelani hrani. Beljakovine so skrito orožje pri hujšanju. Proteinska hrana namreč zmanjša željo po ostali hrani in spodbudi metabolizem. Poleg tega pa so beljakovine še posebej uspešne za zmanjšanje maščobe okoli trebuha. Zaužijte več jajc, rib, stročnic, mesa in mlečnih izdelkov. Sirotka je odličen vir beljakovin. Iz nje pa si lahko pripraviš proteinski šejk. Poleg beljakovin pa so pomembne tudi vlaknine, ki so zelo pomembne za presnovo. Njihova super lastnost je, da dajo dolgotrajen občutek sitosti. Ogljikovi hidrati spodbujajo apetit, zato jih moramo imeti pod nadzorom. Predvsem se moramo izogibati enostavnim ogljikovim hidratom, kot so na primer bel kruh, bel riž, bel sladkor, testenine in tako dalje. Izbirajte raje kompleksne ogljikove hidrate, kot na primer polnozrnat kruh, rjavi riž in tako dalje. Pomembne so pa tudi porcije. Naj vam zaupam eno skrivnost. Manjši krožnik, manj boste pojedli. Ta skrivnost je stara kot zemlja in še zmeraj deluje. Redna fizična aktivnost pa bo dala piko na i. S treningom ne boste izoblikovali samo svojih mišic in pridobili na tonusu in na estetiki telesa, ampak ker boste dobili več mišic, bo to pomenilo, da boste kurili tudi več maščobe. Seveda tudi okoli trebuha. Preizkusite trening moči z utežmi, če pa vam to ne ustreza, pa preizkusite funkcionalni trening z lastno težo. Trenirati morate cel telo, samo trebušnjaki vam ne bodo kaj dosti pomagali. Večja je površina, ki jo trenirate, več energije porabite in več kalorij pokurite. Osredotočanje samo na predel trebuha vam ne bo kaj dosti pomagal, še najmanj pa razni pripomočki in kremce. Za vas sem pripravil en visokointenzivni trening, s katerim boste porabili veliko kalorij v zelo kratkem času. Ta trening pa lahko izvajate tudi doma ali v naravi. Če pa želiš več informacij glede treningov in prehrane, me pa kar kontaktiraj, vse moje kontakte že imaš. Maščoba je del vsakega zdravega telesa, ampak ne tista maščoba, ki se nabira okoli trebuha. Ne glede na to, ali si želite znebiti maščobe iz estetskih ali zdravstvenih razlogov, bo to trajalo kar dosti časa. Ne bo lahko, trajalo bo lahko tudi več kot pol leta, ampak morate biti vztrajni in tako boste prišli do svojega cilja. Imaš vprašanje ali dilemo?
Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko zastaviš tudi našim svetovalcem v naših šopih.